Danes z Nejcem odgovarjava na tvoja vprašanja. Pripravila sva jih 7. Dober dan, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. 72. oddaja je tole. Danes z Nejcem odgovarjava na nekaj najbolj pogostih vprašanj, ki jih dobimo spodaj v komentarjih ali pa zasebna sporočila v zvezi z Weekly oziroma karkoli na temo digitalnega marketinga oziroma marketinga nasploh. Tako kot vsaka oddaja je tudi ta na voljo tudi v podcast obliki na vseh praktično ponudnikih podcastov. Tako da to je to. Mogoče še to, da povem, zadnjič sva z Manco govorila o tem, kako pameten je Google iskalnik oziroma Google kot iskalnik. Tako da, če te to še posebej zanima, klikni na link in si pejt pogledati to oddajo, potem pa skoči nazaj, ker z Nejcem imava danes kar nekaj zanimivih vprašanj. Je tako? Ja, in že kar nekaj časa niso naredila te oddaje, če se ne motim, je bil Point Out Weekly 28, tisti, ko smo imeli Q&A vprašanja oziroma ko smo odgovarjali na tvoje vprašanja, tako da sva rekla, da je zdaj zopet čas, da to oddajo narediva. In pejmo kar v prvo vprašanje, ki nam ga je postavila Tina Kastelic. To je vprašanje iz videa Zakaj video vsebine in njeno vprašanje oziroma razlaga je šla nekako takole. Se strinjam glede pozornosti, samo se mi zdi, da v zadnjem času lahko opazimo veliko videov, ko ima oseba 3 minute časa in nekaj posname. Me pa zanima vaše mnenje. Je bolje imeti slabe video vsebine ali biti brez njih? Izvoli, Zoran. Ja, video vsebine, kar že res velikokrat poudarjamo v teh oddajah, so nasploh dobre, da jih imamo na družbenih omrežjih, še posebej pa na Facebooku. Mogoče na drugih, kot je Instagram in tako dalje, video se je mislil, da bo imel ful velik pomen, pa nekako se zdaj skozi čas kaže, da je še vseeno nekako na ravni s slikami po pomembnosti oziroma engagementu, ampak na Facebooku je pa video še vedno na nek način kralj oziroma king. Tako da, ja, več ljudi, ko dela video vsebine, teži, oziroma bolj pomembno je tudi ta kakovost. Zakaj? Zato, ker lahko uporabniki bolj primerjajo, katere vsebine so slabe, katere so dobre. Poleg tega tudi več videov, ko jih vidimo, tudi je naše dojemanje teh video vsebin, smo bolj kritični do tega. Se pravi, so nam še vse tiste, ki so bolj posnete, ki so bolj sproducirane video vsebine, nekakih rajš pogledamo. Zdaj, kaj pomeni dobro, kaj pomeni slabo, tukaj bolj govorimo o tem, da je kakovost slike v redu, da je zvok poslušljiv, da lahko poslušam. Ne govorim toliko o tem, a je dinamičen ali ni dinamičen, a so dobri kadri ali niso, ker to je pa še vsem bolj stvar tudi okusa, kot tudi tega, koliko izkušama nekdo, ki snima. Bi pa to poudaril, še preden ti predam, da še ti dodaš tvoje mnenje, bi rekel, še vsem je pa vsebina tiska, ki je po moje prednjači. Torej, najprej se ozeri na to, kakšna je tvoja vsebina, je dovolj kakovostna, je prilagojena tvojim uporabnikom, poslušateljem, šele na to se ukvarji s formo. Ne, da forma ni pomembna, ampak je vsebina bolj. Ja, se to na koncu mi vzel z jezika, ker sem hotel poudariti, tista vsebina je ključna in predvsem, da je tisti, ki podaja to vsebino, zelo tako po domač povedan gledljiv, ali pa če se drugače izražam, da je zelo engaging, zelo interaktiven in da nekdo, ki video vidi na Facebooku, Instagramu, da ga ta oseba kar potegne noter v to vsebino, ki jo je za njo pripravil. Ok, gremo do naslednjega vprašanja in sicer to vprašanje je postavil Igor Bajsek, se opravičujem, če sem to kakorkoli narobe izgovoril. Je pa vprašanje iz videa, kako priti do fanov konkurence. Glasi se pa takole. Kako veliko bazo mora imeti konkurent za takšno targetiranje? V Sloveniji mi ničesar ne predlaga, če tudi imajo na primer 100.000 lajkov oziroma sledilcev. Gre tukaj samo za res big brande, se pravi velike blagovne znamke z milijoni sledilcev.
Zdaj, preden Zoran odgovori na to vprašanje, bi jaz tukaj še rekel, da zelo podobno vprašanje smo že imeli, ampak očitno je to zelo aktualna zadeva, tako da smo ga ponovno v to oddajo vključili. Ja, ni toliko. Facebook se nekako ne ozira toliko na velikost, čeprav tudi je to faktor. Enostavno v Sloveniji ne najde toliko velikih strani. Jih pa tudi najde, lahko poskusiš recimo z BTC City, City Park, Supernova in tako dalje. Te bo zagotovo, ker sem tudi sam že gledal, sigurno našlo. Je pa dejstvo, da nekako tuje znamke, tuje strani bolj pogosto najde. Ampak bi pa na tem vprašanju, zato da ga malo nadgradiva, še nekaj drugega dodal, da bo malo več uporabne vrednosti za gledalce. In sicer, če tudi mogoče ne najde tisto znamko, ki jo želimo, pa bi rad vsem targetiral, dajmo reči, neke ljudi, ki se zanimajo za družbena omrežja oziroma social media, je še vsem bolj poiskati znamke, kakor iti z generičnim interesom social media. Se pravi, primer, če želim targetirati ljudi, ki jih zanima social media, raje poskušam recimo stranjo, da targetiram Social Media Examiner. Zakaj? Ker social media interes bo našel tudi tiste, ki nimajo nobene zveze s tem nekim poslovnim vidikom družbenih omrežij, ampak ne vem, samo nekdo ima rad Instagram, pa ga pač vrže v to skupino. Boljše je dejansko targetirati ljudi, ki izkazujejo nek aktiven interes za to področje preko tega, da imajo lajkane neke druge strani. Se pravi, bolj specifično, kot pa čist nekaj na splošno. Ne? Ok, tretje vprašanje, ki ga nam je postavila Alenka Kržičnik. In to vprašanje je bilo iz oddaje Kaj prinaša GDPR za digitalni marketing. Super prispevek, hvala Alenka. Sta mi malo razjasnila zadeve. Če se je uporabnik vpisal na e-mail listo za pošiljanje e-novic, definirano v splošnih pogojih pred 25. majem in se mu že pošilja e-novice, ali je potrebna sedaj ponovna privolitev? Čeprav razumem, bi bilo to potrebno, če bi se njegovi podatki uporabljali v drugačne namene. Tukaj je odgovor nekako dvoplasten. Ne? Se pravi, če si ti, Alenka, že imela z GDPR-jem zadeve pošlihtane, se pravi, preden je prišla ta uredba, se pravi, pred 25. majem, tebi ni bilo potrebno nič prilagajati. Ampak v primeru, če pa ti naročila na e-novice nisi imela v skladu z GDPR-jem, pa je bilo potrebno vse skupaj prilagoditi in za soglasje vprašati celotno tvojo bazo sledilcev. Seveda, to je potem pomenilo, da verjetno veliko ljudi od teh, ki si jih imela na e-mail bazi, da se potem niso se odločili, da želijo še to prejemati. Ampak pozitivna lastnost le tega je pa tudi to, da ponavadi tisti, ki se odločijo, da še naprej prejemajo, so tisti naši res fani. Kar pomeni, da se je engagement ali pa odprtost naših e-mailov s tem povečal. To je nekako nasplošno, ampak absolutno je bilo to na našem primeru nekaj naših strank, se je to izkazalo, da tisti, ki so se naprej odločili za prejemanje teh e-novic, da se je potem open rate bliskovito, se pravi v relativni številki oziroma v procentih zelo, zelo povečal. Ja, mogoče še to dodava, sigurno bo še kar nekaj aktivnosti na tem področju v naslednjih mesecih, letih. Nazadnje čakamo še na ZVOP-2, to je Zakon o varstvu potrošnikov, ki bo dopolnjeval GDPR v Sloveniji, kot tudi kar nekaj je zdaj že pomislekov oziroma predlogov sprememb GDPR-ja, zdaj, ko je dejansko je, kako bi temu rekel, v praksi, je kar nekaj pobud na Evropsko unijo se naslavlja, kako ga izboljšati, kako ga spet dodatno dopolniti, spremeniti, tako da pričakuj, da bo tukaj še kar nekaj aktivnosti v prihodnje. Ok, gremo naprej na četrto vprašanje, ki ga je postavil Primož Zanoškar. In sicer to vprašanje iz oddaje o vsebinskem marketingu, o ustvarjanju zgodb in copywritingu, ki jo je Zoran imel z Dunjo Kristan. In vprašanje se glasi takole: a ni copywriting oziroma storytelling ustvarjanje backstorya posameznega produkta? Ne moreš poflikati slabe zgodbe produkta? Vprašaj. Ne, dejansko jo lahko ustvariš iz nič, saj je poanta točno v tem.
Ni problem v brandih z močnim legacyjem, tam se zgodba piše sama, za vse ostalo pa poskrbijo pravljičarji. Zoran? Ja, s Primožem smo imeli kar manjšo debato glede tega pod samim videom. Moram tudi povedati že kar vnaprej, da zelo spoštujem Primoževo mnenje, vem, da ima tudi ogromen izkušenj z delom v večjih slovenskih agencijah in da na tem področju marsikaj pozna in ve, kar pa ne pomeni, da se tudi v tem strinjam z njim. Ga pa moram še poklicati za kavo, to smo se pa tudi zmenila, pa se še nismo uspela uskladiti. Ja, zakaj se ne strinjam? Zato, ker mogoče res na kratki rok z neko ustvarjeno zgodbo, z neko izmišljotino, ne nazadnje, z neko pravljico, kakor sam pravi, ja, lahko pridemo do nekega initial tractiona, do nekih začetnih uspehov, ampak se mi zdi na dolgi rok, pa še vsem, če znamka nima urejenih, če ni demanda, se pravi povpraševanja na trgu, če nima urejene dobre uporabniške izkušnje, če ne dodaja dejansko ta izdelek neko dodano vrednost uporabniku, mislim, da nobena pravljica na dolgi rok ne more pomagati. Ne nazadnje imamo skozi zgodovino ogromno enih primerov, ker se je točno to zgodilo, da je na začetku bilo ok, zaradi neke zgodbe, potem pa vse skupaj se je izjalovilo, ko je dejansko zadeva dobila, je dlje časa bila na trgu, je imela več uporabnikov in tako dalje. Tako da pač moje mnenje je tukaj, da nekako da pri novih znamkah ja, lahko, ampak še vsem moraš to podkrepiti z nekim dobrim produktom. Meni se predvsem ta poanta povpraševanja oziroma dogajanja na trgu zdi zelo pomembna. Sprav, mi naredimo nek produkt ali pa imamo neko storitev, pa smo nek startup. Se pravi, če ne bo povpraševanja product market fita, kakor se tudi v startup svetu reče, imamo lahko še toliko dobro zgodbo, ampak noben, ker ni tiste dejanske potrebe po tem produktu na trgu, noben tega ne bo kupoval. V drugem pomenu pa lahko imamo produkt, pa imamo zelo dober storytelling, pa rečemo, ok, nekdo, se pravi to, kar je Zoran razlagal tudi, nekdo, ki kupi naš produkt in je potem uporabniška izkušnja ali pa ta produkt uporabnik vidi, da je zelo slab, kaj se potem zgodi? Ja, uporabnik ne bo ponovno kupil produkta ali bo pa celo z vidika od ust do ust marketinga nekomu povedal, lej, jaz pa s tem produktom nismo zadovoljni. Sej, tudi ta primer, kaj se zgodi, kaj je tista prva zadeva, ki jo na Amazonu pogledamo, ampak ok, zdaj govorim dejansko o čisti prodaji. Ja, preberemo, če nam je produkt všeč, pa pogledamo karakteristike, gremo kaj potem brati? Ja, reviewe, kaj so drugi ljudje o tem napisali. Se pravi, nek produkt pa ima lahko še toliko dobro zgodbo, pa pride nekdo na Amazon, pa tam vidi povprečno ceno 1,5, ja, valjda, da ga bo odvrnil od tega produkta. Seveda, lahko gre potem do drugega ponudnika z boljšimi reviewji, ampak ja, to je že povsem potem druga zgodba, ampak za primerjavo in za point, ki sva ga tukaj želela izpostaviti. Gremo naprej do 5. vprašanja in sicer to vprašanje je postavil Jan Forsthuber, sem prav to prebral? Verjetno, ja. Okay. Iz oddaje Kako izbrati najboljše ključne besede za vsebinski marketing in oglaševanje. Nekje bolj na začetku bi bilo verjetno smiselno analizirati tudi konkurenco, poznata morda katero dobro orodje za to. Hvala. Hvala tebi, Jan, za vprašanje. Izvoli, Zoran. Za bolj podrobno odgovor na to vprašanje bomo dali en link, ampak tako mogoče lahko omenim, da sta dve orodji, s katerimi imamo tudi sami izkušnje in so nam dosti pomagali pri analizi konkurence. To je SEMrush in pa C-Ranking. Sta obe orodji, tukaj govorimo zdaj res o tem SEO področju, za analiziranje konkurence njihovih spletnih strani, tako da to sta dve orodji, ki jih priporočamo. Žal sta plačljiva, ampak sta, po moje, se kar splača tudi investirati nekaj evrov v to, da pač dobiš kakovostne podatke. Bomo pa dali še en link do članka, kjer si lahko malo preberete. Jaz to sem rekel na začetku. Ok, pardon, sem pol malo preslišal, sem bil že pri drugem vprašanju. In sicer, naslednje vprašanje pa je, kdaj lahko pričakujemo te weekly videe v podcast obliki? To vprašanje je pa postavil Matej Peterlin.
Ja, tako kot že kar nekaj oddaj, verjetno 10, 20, 30, sedaj ne vem, koliko jih je že menil, govorimo o tem vsakič, ko začnemo oddajo. Seveda, Point Out Weekly so že tudi kar nekaj časa v podcast obliki, malo bo že skoraj pol leta, ne? Ali pa malo manj. Mislim, da smo marca to upeljali. Evo. Tako da ja, vsekakor pejte na pointout.si/podcast in tam boš najdel vse vire, kjer v bistvu podcast lahko poslušaš preko SoundClouda, iTunes in tako dalje. Ok, in zdaj sva prišla do zadnjega vprašanja, ki ga je tudi, če kar s tem nadaljujem, postavil Matej Peterlin. To vprašanje pa je iz oddaje Marketinška avtomatizacija, kaj je in kako jo lahko uporabiš. In Matejevo vprašanje se je navezovalo na platformo Leadpages, a mogoče veste, če nima spletne strani, ampak ima samo Instagram, Facebook page, ali je možno narediti ta Leadpage kot novo stran oziroma landing page, pristajalno stran, ne samo kot gumb na Facebook strani. Brez da bi imel svojo domeno. Mogoče Leadpages hosta za čas, ko rabi zadevo, predvsem na začetku, ko bi rad stvari testiral in je budžet omejen. Ali je pač zato nujno potrebno povezati na svojo spletno domeno. To vprašanje je kar dolgo, ampak kaj je v osnovi vprašal Matej, je to, ali če se odloči za Leadpages storitev, ali lahko tudi to pristajalno stran ima direktno na Leadpages, se pravi, da zato ne rabi kupovati svoje domene, s katero bo to domeno povezal. In ja, odgovor je pritrdilen, se pravi, nek uporabnik ima obe možnosti. Se pravi, če se kupi in svojo pristajalno stran naredi na Leadpages, mu je tam omogočeno, da ima poddomeno kot matejpeterlin.leadpages.co in na to poddomeno, na to pristajalno stran lahko brez problema vodi uporabnike, se pravi, ima na Facebooku, Instagramu ali kjerkoli druge svoj oglas in uporabnike direktno tja pošilja. Seveda je pa tudi drugi aspekt, Leadpages tudi omogoča, da povežemo to pristajalno stran, ki gostuje na Leadpages domeni, tudi z našo domeno in našim gostovanjem. Imaš še kakšno vprašanje? Ne, oziroma če imaš ti kakšno vprašanje, bova nanj z veseljem odgovorila, tako da če se ti je med to oddajo porodilo kakšno vprašanje, ga napiši spodaj v komentar in bova nanj z veseljem odgovorila in ga v prihodnosti tudi vključila ponovno v takšne oddaje. Tako da za zaključek bi še rekla, kaj bomo imeli naslednjič, in to je, kako povečati konverzije s Facebook oglasi. Hvala, ker si naju spremljal in se vidimo naslednjič. Adijo. Čau. Why,